Lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi, krajši ob zaključku priprave izvedbe celostne prometne strategije za občino Slovenske Konjice. Zdaj na kratko bom predstavili, kaj je v bistvu bilo narejeno, potem pa v drugem delu vas vabim, da gremo tudi pogledati razstavo, ki je bila narejena na Starem trgu. Preden pa začnemo, bi dal gospodu županu govorno besedo, da pove, pa nas pozdravi. Hvala lepa za uvod in ker je vodja projekta, gospod Josip Pelotar, imel tole knjigico, tudi jaz ponosno držal v roke tole celostno prometno strategijo občine Slovenske Konjice, ki ima bistveno večji pomen, kot se mogoče na prvi pogled zdi. Namreč promet čedalje bolj narašča raznovrstne oblike, nažalost pa najbolj tiste naše navade, da smo nenehno v osebnem avtomobilu, največkrat po eni sami. In če hočemo spremeniti nekaj okrog teh navad, je potrebno najprej se vprašati, kje smo, narediti analizo sedanjega stanja, povprašati ljudi, kaj si pravzaprav želijo, upoštevati stroko in potem seveda nadaljevati. V tej smeri, če imamo cilj postavljen kratkoročen in pa dolgoročen, potem imamo možnost, da karkoli spremenimo v doglednem času. Seveda vse za povečanje varnosti in pa za boljši življenjski standard vseh občank in občanov. In dobro leto smo se družili v tem projektu, ki ima mimogrede tudi en drug formalen pomen, če želimo kakršnakoli sredstva počrpati iz naslova sofinanciranj, je tudi to predpogoj, da imaš izdelano celostno prometno strategijo, potem se lahko prijaviš na različnih razpisih. Ne gre to za milijonske zneske, pa vendar pomembni prispevek v današnjem času, ko v okviru proračuna kakršenkoli projekt želimo realizirati. In kot sem dejal, dobro leto se družimo. Jaz bi se na tem mestu posebej zahvalil vodji projekta, gospodu Josipu Pelotarju in pa celi ekipi Mariborske kolesarske mreže in pa seveda tudi našemu Andražu Nakerju, ki je vse skozi spremljal in dopolnjeval to delo, koordiniral to delo, da smo na seji občinskega sveta to celostno prometno strategijo, jaz mislim, da nismo med zadnjimi, med prvimi v Sloveniji tudi uspeli sprejeti, tako da podlago imamo za naprej. Hvala lepa, čestitke pri tem projektu. Zdaj bomo pa z veseljem prisluhnili enim kratkim povzetkom vsebine in se veselili tistih naših uspehov v prihodnosti, ki bodo nastali ravno na temelju teh ugotovitev, ki so to zapisali. Hvala lepa. Hvala. Torej, mogoče kratko povzetek. Celostna prometna strategija je res, kot je povedal gospod župan, nastajala skozi celo leto. Ni bil zgolj dokument, ki se ga je nekdo vsedel, ki je začel pisati, ampak je v bistvu bil celoten proces nastajanja z vključevanjem zelo različnih deležnikov, ljudi, lokalnega prebivalstva, strokovnjakov. In to, kar danes držim, tukaj je v bistvu rezultat vsega tega dela. Mi smo na nek način tukaj upravljali moderatorsko funkcijo, zbirali vse odzive občanov, probleme, izzive, ideje in potem skozi nek proces vse to dali v neko obliko, seveda obliko, ki jo predpisuje Ministrstvo za infrastrukturo, predpisalo znotraj smernic, ki so bile predpisane. In to je potem bilo tudi potrjeno na občinskem svetu, tako da imamo tudi formalno potrditev tega dokumenta in je v bistvu ta dokument šel skozi vse pomembne faze. Zdaj na začetku je seveda prva faza bila faza analize. Mi smo prišli iz druge občine, iz druge sredine in ne poznamo
razmer in pa situacije v vašem lokalnem okolju, zato smo seveda v fazi analize prvih nekaj mesecev morali iti kar dostikrat na teren, med sestanke z občino, z predstavniki lokalne skupnosti. Formirali smo tudi delovno skupino, v kateri so bili predstavniki različnih akterjev v občini, od občinskih svetnikov, strokovnih služb, lokalnih strokovnjakov in tako dalje. In potem tudi poslali na vsa gospodinstva anketne vprašalnike, ključni v bistvu te ankete in pa te odzive občane celotne občine in dobili tudi odgovore in potem na podlagi teh odgovorov in vsega tega tudi intervjujev z temi občani dobili nek pogled v situacijo. Zdaj, težko bi bilo reči, da smo čisto vse poskenirali do zadnjega milimetra, to se skoraj da ne da, ampak se mi zdi, da je vseeno neka dodana prednost v lokalnem okolju, če mogoče nekdo pride od zunaj, pa pogleda mogoče malo iz distance na neke stvari, do katerih mogoče lokalni prebivalci včasih imajo malo čustven pogled, pa se mogoče na te stvari iz nekega drugega zornega kota vidi mogoče kako drugače, pa se lahko potem te stvari tudi nekdo vidi en problem, mogoče nerešljiv, drugi pa vidi ta problem z neke druge perspektive, pa se ga da lažje rešiti. No in potem zelo me je veselilo, da smo imeli tudi dogodke, delavnice z učenci osnovnih šol in pa tudi dijaki Konjiške gimnazije. V bistvu, če bi tako povzel ta proces, se mi zdi, da so oni nam dali en zelo tak svež pogled, sploh zaradi tega, ker odrasli dostikrat pozabimo, kaj so v bistvu misli mladina pa otroci. Oni vseeno gledajo na promet iz ene druge perspektive, so tudi manjši, to pomeni, da iz svoje velikosti tudi promet drugače dojemajo. In to so bili res eni zelo, bom rekel, tudi strokovni dogodki. Jaz pa jih štejem kot neke strokovnjake, bi rekli temu. Tako da nam je to zelo pomagalo. No, potem tudi zelo pomembna je v bistvu bila trenutek, ko smo določili vizijo, ko smo v bistvu z lokalnimi prebivalci, občani dorekli, kaj želimo v občini imeti. To pomeni vizija, želimo postati občina, tukaj na strani 30 kanal prelistov, da vam pokažem, vizija je cilj razvoja prometa. Želimo postati občina s prometnimi navadami, ki spodbujajo odgovornost, varnost, skrb za okolje in pa kulturo sobivanja. Torej, v bistvu gre za vizijo, ki je dala velik poudarek nekim temeljnim vrednotam v prometu. O tem smo se veliko pogovarjali, potem določili smo tudi neke cilje, strateške cilje, da želi občina spremembo potovalnih navad, ker se v občini zavedajo, da so prometne navade pač takšne, da se večina ljudi danes vozi z avtomobilom od vrat do vrat in da je potrebno te stvari na dolgi rok spremeniti. Potem tudi seveda povečati neko naklonjenost lokalnega prebivalstva, splošno osveščenost, informiranost in pa seveda vzpostaviti neke osnovne pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti. To seveda pomeni vlagati v prihodnih letih v infrastrukturo, prijavljati se na evropska sredstva, tudi hoditi naokrog v druge občine, se udeleževati projektov, videti, kaj imajo drugi. In zdaj je sploh priložnost, se mi zdi, glede na to, da je v tem letu več kot 60 občin v Sloveniji sprejelo celostno prometno strategijo, da so vse občine nekako zelo optimistično gledalo naprej. In zdaj se mi zdi, da je pravi trenutek, da se med občinami tudi
vzpostaviti to neko, bi rekel temu, zdrava tekmovalnost. In se na ta način tudi mogoče za to neko pozitivno energijo lahko marsikaj naredi. Ja, hvala lepa, Josip. Mogoče še na konec nekaj sklepnih misli vezanih na izdelavo same celostne prometne strategije. V štartu smo se verjetno kar vse občine, ki smo pristopili k temu projektu, soočili z takim novim terminom in pa vsem novim področjem, sicer trajnostna mobilnost. Trajnostna mobilnost je bil v bistvu en termin, ki smo ga mi nekako odkrivali na novo in pa v bistvu tudi bolj plastično sprejemali in pa spoznavali v sklopu priprave tega dokumenta. Namreč, sam dokument, sprejeta celostna prometna strategija, je nek cilj, nikakor pa ni to zaključena naloga. To je v bistvu začetek nekega trajnostnega, načrtnega in pa dolgoročnega dela na področju prometa, ki se v preteklosti precej parcialno reševal in ko nekako zložimo vse prometne strukture, skupaj vidimo, da je mogoče z enega zornega kota ali pa mikrolokacija ustrezno urejena, ko pa gledamo to iz širšega zornega kota oziroma na neko zbolj z distance, vidimo, da bi marsikatero stvar lahko izdelali tudi nekoliko bolje. Sam dokument je precej živa stvar. Sicer je akcijski načrt sprejet za 5 let, vendar se novelacija teh dokumentov predvideva nekje v dobi 3 do 5 let. V tem času bomo mi lahko ugotovili, ali smo si to strategijo začrtali v pravo smer, oziroma bo treba v izvajanju narediti tudi kakšne korekcije. Sočasno pa dokument tudi ni sam sebi namen, ampak dejansko tudi določa neke zaveze občine. Zaveze so opredeljene v akcijskem načrtu s konkretnimi številkami in s konkretnimi roki. Tako da stvari, ki smo si nekako zadali, bomo morali tudi peljati naprej. K sreči pa so tudi naši občinski svetniki in pa predsedniki krajevnih skupnosti, ki so prav tako sodelovali pri pripravi dokumenta, v tem videli neko priložnost in pa nek inštrument, da lahko dodajo neke svoje ideje in predloge in pa da nekako skupaj oblikujemo tiste trende, ki se v prihodnje kažejo. Vemo, da je promet živa stvar. To je treba tu zagotovo upoštevati, stvari se zelo hitro spreminjajo in promet kot tak se spreminja bistveno hitreje kot sama infrastruktura. In na tem mestu moramo najti tisti pravi trenutek, da bomo začeli promet prilagajati infrastrukturi in ne infrastrukturo več prometu. Se pravi, da bomo znali z nekimi mehkimi, ustreznimi ukrepi nekako regulirati stvari in pa narediti občino kot tako bolj prijetno za bivanje, bolj zeleno. Tako da čakajo nas še kar zanimive stvari, kot je župan omenil, tudi projekti, ki se bodo sofinancirali na podlagi sprejetih celostnih prometnih strategij. In tu se nadejamo, da bomo resnično lahko to stvar še skozi leta nadgradili, dopolnili in pa skupaj z vsemi našimi občani nekako krojili in pa oblikovali vsoto, ker nazadnje ta strategija nas učila, da je treba pri pripravi strategiji res aktivno vključevati ljudi, upoštevati njihova stališča in pa nekako res potem celostno, strokovno oblikovati rešitve, ki se bodo implementirale v praksi. Josip je prej omenil, da se bo tale predstavitev predstavljala še tudi na Stari trg in pa mogoče še vas seznamo, da se lahko vmes ustavimo čisto na eni novi lokaciji električnih polnilnic, da mogoče pogledamo en od prvih sadov, ki smo jih že poželi na podlagi celostne prometne strategije, ker so tudi same električne polnilnice bile sofinancirane strani Ekosklada in kot take bodo tudi v prihodnje pomagale pri spodbujanju in pa pri promociji trajnostne mobilnosti in pa ekološko naravnanega potovanja znotraj mesta. Moja vedno zadnja, pa bi dodal k tem polnilnicam tudi to, da smo kot občina v letošnjem letu nabavili prvo električno vozilo in ga vključili v mrežo Prostofer, da prostovoljci, vozniki prevažajo tiste, ki nimajo svojega prevoza urejenega in to na prostovoljni bazi. Elektrika ni tako strašno draga,
avto smo pač nabavili s proračunskimi sredstvi. Andraž je omenil te polnilnice in v fazi nakupa imamo službena kolesa tudi za lenuhe, da bo malo elektrika pomagala. Pa v gradnji je kak teden nadaljevanje kolesarske steze Konjice, Draža vas, še manjka 700 metrov, Draža vas Loče je v gradnji, tako da jaz pričakujem, da bomo v naslednjem letu povezali Draža vas z Ločami in pa povezavo tudi z Žičami, tako da bomo imeli po celi dolini, po nekdanji železniški progi to povezavo narejeno, seveda v nadaljevanju pa v smeri z Beloga, ko bo in če bo prišlo do gradnje teh protipoplavnih nasipov tudi tam nadaljevanje, tako da bomo imeli celo občino nekako po diagonali po najkrajši možni poti urejeno za rekreacijo, za peš hojo, za kolesarjenje in v tej smeri. Ja, nekaj idej smo dobili na osnovi tega, ko smo se pogovarjali od te razvojne oziroma celostne prometne strategije. Pa mislim, da bomo šli še naprej.